praškega rojaka iz Kotilja in ki ga je potem 13. julija 1920 doletela zla usoda. Ta stavba je namreč požgane so jo fašistične škvadre Francesca Giunte, s čimer se je začel 20 in večletni pogrom Mussolinijeve poznejše diktature nad slovenskim življenjem v Julijski krajini. Danes ima tu sedež po zgodovinski nemezi, ki je bila za nas očitno pozitivna. Nudi strokovno in znanstveno pripravo osebam, ki želijo postati prevajalci in tolmači. Spoštovani, me bi bilo dovoljeno, da tudi v imenu Slovencev iz naše dežele vam izrekam dobrodošlico tu v Trstu in še posebej včeraj v Kulturnem domu in danes tu v Narodnem domu, ki sta nekako simbola naše dolgoletne prisotnosti v tem mestu. Pozdrav. Verjemite mi, da je bil včerajšnji dan vaše odprtje, vašega kongresa zame zelo lepo doživetje, rekel bi skoraj praznik, ne samo zaradi simbolične vaše množične prisotnosti v našem slovenskega jezika je v tej pokrajini Trst zelo podobno razmerom v Gorici, zato lahko to, kar bomo ugotovili za Trst, nekako mirno prenesemo. Sama sem svoj prispevek pomenovala prostor kulturnega in jezikovnega stika, znana znanka, kajti menim, da je spoznanje, da je v času, ko se Evropa in svet povezujeta sobe. Oba primerjena jezika predstavljata znotraj slovanskih jezikov dve skrajni točki. V slovenščini se uporablja dovršnik najpogosteje, medtem ko v ruščini najredkeje. Interdisciplinarnemu raziskovalcu teh prostorov, ki jih definirajo meje ali meja. O tem bo tekel tudi njegov prispevek. Prosim, dr. Mrko. Jeseni leta 1965 sem se začel hkrati službeno in osebno zanimati za Benečija. S tem imenom poimenujejo slovenski domačini kralje, ki so do leta 1866 bili prej po neposredno oblastjo Oglejskega patriarhata, po letu 1420 v sklopu Beneške republike. Za človekovo izmišljotino. Bourdieu je sicer ta pojem nagradil in zapisal, da regionalne in etnične identitete niso dejansko naravne danosti, temveč res arbitrarne delitve ljudi. Vendar v trenutku, ko se v ljudeh pojavijo miselne predstave, pa se vendarle zelo približajo realnosti in delujejo, kot da bi bile naravne. Tudi pripadnost, o kateri je govor v izvedenih intervjujih, je za sodelovstvo. Ves čas pa sem tudi ostala učitelj slovenščine. Na Mednarodnem zavodu poučujem v Devinu, kjer boste jutri, kjer boste tudi na naših prostorih videli. Vstop v Evropsko unijo zelo močno prevladuje mnenje, da sta slovenski narod in slovenski jezik samoumevno zaščitena in da ima nič ne grozi, kar seveda pomeni, da so tudi manjšine
zaščitene in da je samoumevno, da imajo vse pravice. Da je uspelo iz tistih pesmičnih spominov narediti novo celoto. Sam se nisem zavedel tega, mislim, v tolikšni meri, najprej mi je to pokazal Klavdij Palčič. Strokovnjakov, katerim se lepo zahvaljujem za tako dragoceno sodelovanje in upam, da bo prispevalo k ovrednotenju. Zaradi peripetij okrog njega, ali pa celo zgodovina nekega slovarja, ker usoda otprilike so tako narekovane, da zajema to delo na slovarju kar lepo število let in kar nekaj, smešno se sliši, pa vendar stoletji, ker začelo se skupaj v 20. in končalo se v prvi desetini naslednjega tisočletja. No, kakorkoli že. Leta 1602 je bil Alazija v Devinu posvečen duhovnikam. Z vso vnemo se je lotil dela med prebivalstvom, ki je govorilo njemu neznan jezik. Ker se je hotel ljudem približati v njihovi materinščini, se je začel učiti, pri čemer ga je spodbujal in mu pomagal grofov tretji sin Matijas, imenovan tudi Raimondino. Piemontski menih je ostal v Devinu. Nujnost obvladanja slovenskega jezika pri neslovenskih duhovnikih na slovenskem etničnem ozemlju, kar se je še v zgodovini velikokrat izkazalo, oziroma se potrjevalo kot edini. Odgovor nanj je prvi podal prav Oblak, ko je opirajoč se na Štrekljevo narečno gradivo ocenil, da Alazijeva slovenščina ne predstavlja beneškega narečja. Oblakovo mnenje so sprejeli France Didrič, Anton Breznik, Tina Logar in drugi, tudi iz 17. stoletja naprej. Alazijevo delo ločuje od del njegovih dveh predhodnikov že v izhodišču samem več konceptualnih razlik. Poleg mnogih drugih krajepisnih in imenoslovnih priročnikov v slovarski obliki, ki si zaslužijo posebno obravnavo. Slovar v angleško pisani monografiji o rezijanskem govoru v Bili, Hanna Stenbecka, je narečni slovar predvsem za znanstveno rabo. Dejansko je to... Je taka ustaljena poved, ki jo pogosto vidimo na koncu pisnih prošenj in podobno. Na prisotnost form v jeziku je opozoril Otto Jespersen že leta 1904.